Tako pred nami je še finalni del današnje konference, kjer bomo izvedeli, kakšno spodbudo podjetjem predstavlja razpis za trajnostno strateško poslovno transformacijo. Razpis, program in procese bosta predstavili Tjaša Dobnik, Spirit Slovenija, in profesorica doktorica Adriana Rejc-Bukovac, članica ekspertne skupine v tem programu. Pozdravljeni obe. Lepo pozdravljeni. Torej, v mesecu aprilu, natančneje 23. aprila, je še zadnji rok za oddajo vlog na javni razpis spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za vključevanje v globalne verige vrednosti. Javni razpis ima določene posebnosti, zaradi katerih se nekoliko razlikuje od drugih javnih razpisov. Če navedem zgolj primeroma. Se pravi, financiranje poteka po 3 shemah državnih pomoči, in sicer MSP, RRI ter de minimis. Procesno je nekako razdeljen v 2 sklopa, in sicer sklop A, ki zajema financiranje stroškov udeležbe podjetij v Akademiji trajnostne poslovne strateške transformacije, in sklop B, ki zajema sofinanciranje izvedbenih projektov podjetij. In pa nenazadnje, ocenjevanje vlog prijaviteljev, ki se vključujejo v sklop A, poteka v 2 korakih, in sicer po merilih na podlagi navedb v vlogi in pa po merilih na podlagi osebnega intervjuja. Sam namen javnega razpisa je podpreti mala in srednje velika podjetja, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne oziroma korporativne strategije in poslovne modele, ter tako s trajnostno poslovno strateško transformacijo dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu ter izboljšati vključevanje v globalne verige vrednosti. Trajnostna poslovna strateška transformacija podjetij, kot že omenjeno, se izvaja procesno, najprej z udeležbo podjetij v programu Akademije trajnostne poslovne strateške transformacije in nato z izvajanjem izvedbenih projektov. Povedano drugače, kot sem že omenila, javni razpis je razdeljen v 2 sklopa, sklop A, se pravi Akademija, in sklop B, izvedbeni projekti. Na zadnji rok se lahko prijavijo izključno podjetja s sedežem v vzhodni kohezijski regiji, torej ne z podružnico, ne z neko poslovno enoto, ampak s sedežem, ki poleg osnovnih pogojev izpolnjujejo tudi nekatere posebne pogoje. Zdaj, osnovni pogoji so, bomo rekli, dosti klasični, se pravi, da ima podjetje poravnane zapadle finančne obveznosti v višini več kot 50 evrov do posredniškega organa in izvajalskih institucij, ter obveznosti, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, pobira davčni organ. Da med prijaviteljem in posredniškim organom oziroma izvajalskimi institucijami posredniškega organa niso bile že pri sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene kakšne hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je posredniški organ odstopil od pogodbe o sofinanciranju, od tega odstopa pa še ni preteklo 5 let. Se pravi, da prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne opravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti v skladu z določbami zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Prijavitelj tudi naj ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah in se torej ne šteje za podjetje v težavah. Zoper prijavitelja pa tudi ne sme biti podana prepoved poslovanja v razmerju do posredniškega organa. Kar je tu pomembno, je tudi to, da so nekateri sektorji izključeni iz prijave, se pravi, to so sektorji ribištva in akvakulture, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, in sicer v primerih, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo pač to podjetje. Oziroma, kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. Se pravi, dejanski lastniki prijavitelja v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pač tudi ne smejo biti vpleteni seveda v kakšne postopke pranja denarja in financiranja terorizma. Prijavitelj tudi ne sme biti v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči in pa za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet financiranja po tem javnem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov. Kar se pa tiče posebnih pogojev za prijaviteljev, ki se vključujejo v sklop A, so pa v bistvu ti, kot smo že omenili, da je zadnji razpisni rok odprt samo še za podjetja s sedežem v vzhodni kohezijski regiji in pa prijavitelji morajo biti malo ali srednje veliko podjetje z najmanj 20 in največ 249 zaposlenimi. Tu bi še posebej poudarila, da se velikost presoja skladno z določili priloge Evropske uredbe, ki določa, da je potrebno pri opredelitvi velikosti upoštevati tudi število zaposlenih v morebitnih povezanih družbah. Podjetja, ki nameravajo kandidirati, morajo tudi paziti na pravilo de minimis, ki pomeni, da skupni znesek pomoči dodeljen enotnemu podjetju na podlagi tega pravila ne presega 200 000 evrov oziroma 100 000 evrov za enotna podjetja, ki delujejo v dejavnosti komercialnega cestnega tovornega prevoza v kateremkoli obdobju zadnjih 3 poslovnih let. Torej, kar to v praksi pomeni, je to, da mora imeti podjetje v letu 2021 po pravilu de minimis prostih še 24 250 evrov, ker podjetja, vključena v sklop A, prejeto pomoč upoštevajo kot pomoč po shemi de minimis, prejmejo pa jo v obliki storitve in ne v obliki nakazila subvencija, se pravi nepovratnih sredstev. Prijavitelj je pa seveda lahko v sklop A vključen le enkrat v času izvajanja tega javnega razpisa. Ocenjevanje vlog prijaviteljev na sklop A poteka v 2 korakih. Najprej poteka ocenjevanje po merilih na podlagi navedb v vlogi. Ta merila so poslovna oziroma finančna zrelost, ki se presoja na podlagi bonitetne ocene, tržni potencial in stopnja mednarodne aktivnosti, se pravi, se presoja na podlagi deleža izvoza, razumevanja področja trajnostnega poslovanja, pomena trajnostne strateške poslovne transformacije in stopnje zrelosti prijavitelja, razvojno-inovacijska naravnanost prijavitelja in pa utemeljena mora biti povezava s strategijo pametne specializacije. Se pravi, teh oceni, ki jo pridobi vloga na podlagi navedb v vlogi, sledi ocenjevanje po merilih na podlagi osebnega intervjuja, kjer vodstvo predstavi ambicije za trajnostno poslovno strateško transformacijo, neke svoje poglede, dosedanje trajnostne prakse, strokovni ocenjevalni komisiji. Podjetja, ki so izbrana, so potem vključena v sklop A, torej v akademijo. Sklop A vključuje do 5-mesečni celovit proces, tekom katerega podjetja pripravijo trajnostno poslovno oziroma korporacijsko strategijo. V tej poleg standardnih elementov opredelijo trajnostne kazalnike, spremembo poslovnih modelov in akcijski načrt z izvedbenimi projekti. Kot že omenjeno, izvajanje aktivnosti v sklopu A je v organizaciji Agencije Spirit Slovenija, ki krije vse stroške izvedbe in s tem povezanih storitev. Podjetja, vključena v proces, prejeto pomoč v višini 24 250 evrov upoštevajo kot pomoč po shemi de minimis, prejmejo pa jo v obliki storitve in ne v obliki nakazila subvencije. Sam potek dela v akademiji bo v nadaljevanju podrobneje predstavila Adriana, zato bom jaz na tem mestu nadaljevala s predstavitvijo sklopa B. Torej, ko podjetje uspešno zaključi sklop A,
odda vlogo na sklop B, torej za sofinanciranje izvedbenega projekta. Ocenjevanje vlog na sklop B poteka pa v bistvu malo manj teh meril. Ta merila pa so v bistvu relevantnost projekta za uresničevanje trajnostne poslovne strategije, vpliv projekta na trajnostne vidike ter poslovni uspeh podjetja, relevantnost kazalnikov uspešnosti izvedbenega projekta glede na trajnostna področja, kakovost predlaganega projekta z vidika projektnega načrtovanja in izvajanja, učinki predlaganega projekta na povečanje stopnje izvoza in izboljševanja vključevanja v globalne verige vrednosti in krepitev lastnih kadrovskih potencialov, torej kako projekt vpliva na izboljšanje klime v podjetju, odnose, večje pripadnosti in tako dalje. Za izvedbene projekte, ki trajajo največ 7 mesecev, podjetje lahko pridobi največ 100.000 evrov nepovratnih sredstev, kar pomeni 50% sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbenega projekta za uresničevanje trajnostne poslovne strategije. Stroški, ki so upravičeni v sklopu B, pa so stroški storitev zunanjih izvajalcev, to so na primer raznorazne svetovalne storitve, nadzorne storitve, študije o izvedljivosti projektov, prevajalske storitve, lektoriranje in podobno. Potem so to stroški uporabe osnovnih sredstev v obsegu ter za obdobje uporabe v izvedbenem projektu, torej samo amortizacija in ne nakup, se pravi, ne nakupna vrednost nekih osnovnih sredstev. Naslednja kategorija upravičenih stroškov so stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom razvojnikov, strokovnih in tehničnih sodelavcev ter novozaposlenih, ki izvajajo projekt in so zaposleni pri prijavitelju. Tu velja poudariti, da se stroški dela uveljavljajo po poenostavljenih oblikah obračunavanja. To pomeni, da je urna postavka za strošek dela razvojnikov na projektu 21,7 evra, ter urna postavka strokovnih in tehničnih sodelavcev ter tudi novozaposlenih 14,5 evra. Zadnja kategorija upravičenih stroškov pa so v bistvu posredni stroški, se pravi, ti se financirajo v obliki pavšala, in sicer 15% upravičenih neposrednih stroškov osebja, vključenega v izvedbo projekta. Ti stroški pa so na primer stroški elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, stroški režije in administracije, tudi kakšni stroški računovodskih storitev in pa tekočega vzdrževanja. Kar bi še želela poudariti je, da so obveznosti podjetij vključenih v proces tudi udeležba na kick-off dogodku, s katerim se proces uradno prične, udeležba na 2 skupinskih sinergijskih delavnicah, prisotnost na širših posvetih, kakršen je tudi ta današnji, in pa vključevanje v promocijo programa. Sedaj pa besedo predajam Adriani, da vam bo iz prve roke predstavila potek Akademije trajnostnih poslovnih strategij in modelov. Adriana, izvoli. Hvala, Tjaša. Torej, na tem programu sodeluje 6 ekspertov, 3 dekleta smo, 3 fantje, ampak vsi uporabljamo enotno metodologijo, ki smo tudi pripravili, ravno s tem namenom, da imamo podlago, ki vse usmerja na enak način pri delu s podjetji. Tako da sklop A, ki ga je Tjaša imenovala tudi Akademija, to je ta približno 5-mesečni proces, kjer se najbolj intenzivno delo z ekspertom odvija. Običajno se začne z intervjuji, s poznavanjem podjetja, ogledi procesov, tako da ekspert čim bolje razume posebnosti podjetja in potem lahko pripravi smiseln načrt sodelovanja s podjetjem. Temu rečemo potem tudi akcijski načrt. Ideja je, da se ta načrt pripravi na takšen način, da ne bo bistveno posegal v vaše poslovne procese, spravo, da ne bo okrnil vašega operativnega delovanja, poslovanja. Tako da se prilagajamo pri delavnicah, kdaj potekajo, po dnevih, po urah, in v oblikah, ki vam najbolj ustrezajo. Najlepše je, ko delamo v živo. Tudi zdaj, v času teh ukrepov, vedno iščemo način, da smo v podjetju v živo in da delamo s skupinami ljudi, ki so dovolj velike, da ko na koncu nastane strategija, lahko rečemo, vzeli so jo za svojo, ker so v njej v dosti velikem številu sodelovali. Sicer pa ta proces, ta 5-mesečni proces vključuje pripravo vseh potrebnih strateških analiz,
Če se spomnite, v eni od uvodnih teh sklopov današnjih okroglih miz je rekel Marko Rzenšek iz podjetja Gabriel Aluminium, da so tudi matriko bistvenosti izdelali, to je ena posebna taka matrika, kjer identificiramo, na katerih trajnostnih področjih bi podjetje lahko še posebej velike učinke ustvarilo in je prav, da se tega loti na področju okolja, družbe, ekonomije. Ena taka specifična analiza gotovo to. Analiziramo poslovni model podjetja, ko so analize zaključene, se pa premaknemo v to tarčo, kot rečemo, v neko ciljno pozicijo podjetja, izberemo, katero leto bo to. Ideja je, da se strategija pripravlja za 4 do 5 let naprej, kar pomeni leto 2025 lahko tudi nekaj čez. No, in ko specificiramo, kaj bo do ciljna stanja v tem ciljnem letu, potem pripravimo pa pot do tja. Strategija je v bistvu pot iz točke, kjer smo danes v podjetju, do te ciljne točke. Tudi strategija je vedno ne samo en tak smiseln, logičen premik, pa vsebinski opis tega iz današnjega do ciljnega leta, ampak tudi zelo natančen opis konkretnih aktivnosti, strateške aktivnosti jim rečemo, z nosilci, s timi, ki bodo sodelovali pri izvedbi teh aktivnosti, do opredelitve tveganj, časovnice zrišemo zelo operativno na koncu, tak dokument izpade. In gotovo pol tudi pogledamo, ali taka strategija vpliva na nov poslovni model, ali bo podjetje lahko reklo, da ima zdaj nek nov trajnostni poslovni model, in tudi en pomemben sklop tega dokumenta je strateška kontrola. Pri strateški kontroli spremljamo ne samo, kako se uresničujejo aktivnosti, pa ali dosegamo cilje zapisane v tisti tarči, ampak tudi merimo trajnostne učinke. Ta social impact measurement je ta hip ena najtežjih disciplin na področju trajnostnega transformiranja podjetij in tukaj eksperti izjemno pomagamo, da razvijete te prave metode, te prave kazalce za dokazovanje trajnostnih učinkov. Ves čas nas pa vodi agenda 2030. Gotovo marsikdo od vas ve, zakaj tu gre. Gre za en dogovor vseh držav članic Združenih narodov, da prispevamo k pravičnejšemu, boljšemu razvoju planeta, tako da te strategije so prežete tudi z vsebinami teh 17 ciljev agende 2030. Tako da naloga eksperta je, da v začetku pripravi dober načrt, kako po tednih sodelovati s podjetjem, da v živo prihaja v podjetje, da ekipo ves čas motivira, usklajuje proti cilju, nikoli ne izhajamo iz stališča, da smo mi avtoriteta, ki ve, kaj je za podjetje prav, ampak nasprotno smo mentori. Iz sodelavcev, iz ekipe potegnemo najboljše možne ideje in jih oblikujemo v inovativne, trajnostne poslovne strategije. Naša naloga je, da bodo te rešitve trajnostne tudi poslovno za podjetje koristne. Torej, cilj je povečati poslovno uspešnost podjetij, ampak pot do tja je pa trajnostna. Mi skušamo na tej poti zadovoljiti pričakovanja številnih različnih deležnikov, od katerih je poslovanje podjetij odvisno. Naj še dodam, torej, ko se konča ta 5-mesečni proces, ali pa včasih je 4 mesece pa pol, odvisno koliko hitro nam gre, je na mizi dokument, strategija, trajnostna poslovna strategija, je na mizi nov poslovni model, ker skoraj vedno se malo poslovni model spremeni, so konkretni izvedbeni projekti, kazalci, kot sem jih omenila, hkrati pa potem mentor, ekspert prevzame tako res odgovorno vlogo pri pripravi tudi vloge za fazo B. Tukaj se mi zelo osebno angažiramo in štejemo kot osebno odgovornost, da vam pomagamo, da podjetjem pomagamo pripraviti tako dobre izvedbene projekte, da se bodo res lahko potegovali in uspešno črpali sredstva predvidena za fazo B, to je do 100 000 evrov. Kot eksperti nismo samo v fazi A tesno angažirani s podjetjem, ampak tudi pri pripravi vloge, ko pa teče izvedba teh projektov, smo pa tako, kot skrbni starši, vidimo nad izvajanjem, svetujemo, tudi pomagamo pri kakšnih operativnih izzivih, skratka, vez je močna dejansko celo leto. Hvala lepa, Adriana, za pomoč in predstavitev akademije. Hvala lepa obema. Če vas torej zanima še karkoli v zvezi z razpisom, vas vabimo, da si ogledate spletno stran razpisa, preučite že zastavljena vprašanja, morda boste tudi tam našli svoje odgovore.